Pozdravljeni, evo, zdaj pred mano je LinkedIn spletna delavnica in seveda pa pripravljam, gledam, kakšne so novosti in tudi tako kot na vseh družbenih omrežjih, tudi na LinkedInu se dogaja ogromno. Vemo, da je nekaj časa že LinkedIn v lasti Microsofta in tudi razvija, tudi dosti kopira sedaj iz Facebooka, tako da se tudi tam dogajajo novitete, ni več tako zastarano, kot je bilo včasih. Dosti podjetnikov me sprašuje, zakaj biti na LinkedInu in če se njim to splača. Definitivno se vam splača, če gradite svojo osebno blagovno znamko, se pravi, to pomeni, da ne glede kaj počnete, ste lahko tam prisotni. Sploh svetujem tistim, ki nimate še mogoče spletne strani, ker vam LinkedIn lahko služi kot ena pristajalna stran, kjer se lahko predstavite, kjer ljudje, ki iščejo po spletu, mogoče vaše ime in priimek tudi kaj najdejo. Danes je zelo čudno, če na spletu ne najdejo nič o vas, ker malo ste sumljivi, tako da tudi na tak način razmišljajte. Družbena omrežja so še danes zastonj, zato jih izkoristite. In LinkedIn sploh velja za eno tako kredibilno platformo, kjer so bolj resni podjetniki, kjer je bolj za resne teme, kjer se ogromno lahko naučiš, ogromno je strokovnjakov, ključnih oseb, do katerih drugače mogoče ne bi prišli, na LinkedInu pa je to možno. Trenutno LinkedIn omrežje ima 660 milijonov članov, seveda nekateri so bolj aktivni, nekateri manj in vedno bolj vidim, da se tudi uveljavlja v Sloveniji. Tudi sama sem že prisotna več kot 8 let in zadnja 3 leta, ko sem na podjetniški poti, mi je prineslo tudi ogromno enih strank, ogromno ene prepoznavnosti in tako kot sem rekla, sem prišla tudi do ključnih oseb, ki drugače ne bo, zato ker so vedno bolj tudi ti lastniki podjetnih, ključni vodje v nekih posameznih podjetjih tam tudi aktivni in tudi ta e-mail, to je v bistvu messenger na LinkedInu, ima dosti večji open rate, se pravi, da ljudje dejansko, ki jim pišete, odprejo kot navaden mail, tako da izkoristite. Moram sama povedati, ker sem delala na enem projektu, da sem prišla do oseb, ki, vemo, če kličemo v podjetje na info ali pa neko splošno, zelo težko pridemo do njih, tako da se splača izkoristiti. Potem nekatera podjetja so zaradi LinkedIna tudi povečala prodajo kar za 40%, ker tam so bolj resni kupci, res je namenjena mreženju, da veste, kakšne so zadnje novosti z vaše branže in tam ne najdete kakšnih, ne vem, selfijev, ne vem, kako ležite na plaži, kakih nekateri pravijo, nekih brezveznih vsebin, res ogromno se lahko z LinkedIna tudi naučite. Tako, če vas zanima, da mogoče bi gradili tudi na svoji prepoznavnosti, osebnem brandingu, ali pa če delate B2B branži tudi za blagovno znamko podjetja, definitivno je zdaj zadnji čas, da se o LinkedInu tudi naučite. Seveda, v času korone sem šla na spletne delavnice, tako da tudi same stranke so me prosile, Tanja, naredi še LinkedIn delavnico in evo, sedaj sem organizirala, se pravi 16. 18. sem odružili po 2 urci in obdelali vse, kaj morate znati o LinkedInu, se pravi, kako morate imeti urejene profile, kako priti do novih kontaktov, kakšne so učinkovite strategije, ki vam bojo prinesle nek posel, se pravi, vse osnove, ki jih morate poznati za uspešen nastop na LinkedInu in še kakšna orodja, s katerim si lahko pomagate kreirati vsebine, predvsem je problem, kaj objavljati, na kakšen način, tako da to bomo mi vse obdelali, na voljo vam bom tudi kot mentorica, tako da me takrat lahko izkoristite, imate mojo v bistvu feedback, tako da se splača izkoristiti. Se pravi, če vas zanima, se prijavite na linku zgoraj, spodaj, odvisno na katerem omrežju ste, upam, da se vidimo online.